Lep pozdrav, gospod Danijel Levičar, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za projekt JEK2. Bom malo poenostavil, da bo lažje razumljivo. V našem podcastu Ozadja smo se kar nekajkrat že pogovarjali o energetiki. To je seveda tema, ki gospodarsko zbornico zelo zanima. Pa ne samo gospodarsko zbornico, gospodarstva nasploh, predvsem energetsko intenzivna podjetja, zato ji tudi namenjamo toliko prostora. In smo veseli, da ste sprejeli to vabilo, tako da lahko iz prve roke v bistvu izvemo, kakšni so pravzaprav načrti vlade na tem področju in kako ti postopki nenazadnje potekajo. Pa bi začela morda ravno s tem vprašanjem. Septembra lani je bila ustanovljena delovna skupina. Za koordinacijo teh pripravljalnih aktivnosti. V njej so tako predstavniki ministrstva, svoje državni sekretarji, predstavniki posameznih družb, svoje podjetij in vi to skupino koordinirate. Kaj ste na kratko po alinejah mogoče dosegli v tem času, oziroma kaj ste naredili? Ključna zadeva, ki jo je ta vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2 sprejela nase, je seveda vzpostavitev primernih odnosov med različnimi deležniki, se pravi med državnimi deležniki, to so ministrstva, in pa na drugi strani investitor, NEK in pa ELES, ki so ključni aktivni deležniki strani gospodarstva. Se pravi, vzpostavitev teh odnosov, ki jih prej resnici na ljubo niso bili takšni, da bi omogočili pospešitev projekta. Pravi, z temi vzpostavitvijo teh odnosov potem tudi sam projekt pospešiti. Številke in tudi časovnice, ki so v preteklosti bile v zraku, niso govorile o neki ekspeditivni izvedbi tega projekta, tako da smo potem aktivno pristopili k temu, kaj smo obravnavali. Obravnavali smo, se pravi, najprej vse deležnike seznanili s projektom, z statusom projekta in aktivnostmi, ki so najbolj izpostavljene. Dve lahko takoj izpostavimo. Ena je seveda priprava državnega prostorskega načrta, ta je na kritični poti. Ta druga pa seveda je priprava regulatornega okvira, to je pa posebnega zakona. Obe ti dve temi sta tako pomembni, da je tudi ta skupina, ki se mesečno sestaja, ta frekvenca ni bila dovolj pogosta, tako da so v ozadju še dve podskupini, se pravi ena za državni prostorski načrt, druga pa za pripravo posebnega zakona. Tako da ti dve skupini se potem še posebej srečujejo in srečujeta in potem tudi poročata na sami skupini. Kadrovski izzivi je tretja zadeva, ki smo jo obravnavali. Vsi akterji smo nekako predvideli do leta 2035, kakšne kadrovske potrebe bomo imeli. Odkrili smo tudi eno veliko pomanjkljivost, se pravi, niso same rožice vse povsod, ampak smo tudi to odkrili, da na vladni strani ne obstaja organizacija, ki bi skrbela za razvoj jedrskega programa, kar resnejša zadeva, s katero... Kakšen smisel, mogoče če to malce opredelite? Trikotnik, ki sestavlja jedrski program, je vlada za svojo vladno organizacijo, potem imamo regulatorja, ki regulira vse skupaj, in pa investitorje, se pravi organizacije, ki skrbijo za to, da se investira. Ta vrhna organizacija na vladi, neke sorte jedrski sektor, ki bi nekje moral biti, po 40 letih jedrskega programa v Sloveniji, tega sektorja še danes nimamo. To je eno tveganje, ki ga Slovenija ima. Delovna skupina je to prepoznala in tudi predlagala vladi, da se ta sektor ustanovi. Kot rečeno, naprej je potem še umeščanje, o tem sem govoril, zakonodaja, resolucija je pomembna, je bila tudi obravnavana na vladni delovni skupini, tako da je podala močne ne samo pripombe, ampak potem tudi spodbudo sami vladi, da je ta resolucija bila in jo imamo sprejeto. Spet končno po 40 letih proizvodnje električne energije v Sloveniji imamo prvič razvojno-strateški program za razvoj jedrskega programa v Republiki Sloveniji in pa seveda tudi o referendumu smo se
intenzivno pogovarjali, ne, in kresali mnenja na tej vladni delovni skupini. V bistvu vaša vloga je nekega koordinatorja v bistvu, ne, med vsemi temi deležniki, ker tle verjetno moramo malo razdeliti, ne. Za enkrat vsaj, mogoče bo tudi koliko drugače v prihodnje, je investitor Gen Energija, ne, se pravi verjetno investitor poskrbi, ne vem, za DPN, ki ste ga omenjali, in vse projektno dokumentacijo, ki rabi. Tako, ne, medtem ko pa vlada oziroma ministrstva, ne, prav še za ta zakonodajni del, se pravi, ok, resolucija je bila verjetno en del, poseben zakon bo drugi del, ne, in seveda, da bi to hitreje in lažje teklo, je potem, ne, verjetno vaša vloga tega koordinatorja. Tako. Projekt je tako kompleksen, da potrebuje tudi en poseben regulatorni okvir, znotraj katerega ga bomo izvajali. Tako kot na eni strani vem, da gospodarstvo, ne, čuti in potrebuje nek spodbuden regulatorni okvir za to, da prosperira in se lahko tudi kosa, ne, z drugimi konkurenti, ne, na ta način. Ne, ja, tudi ta projekt, ne, bo potreboval poseben zakon, ne, s katerim se bodo adresirale tiste tematike, ne, ki so toliko specifične, ne, za tak projekt, ki ga izvajamo enkrat na 50 let, ne, da se bo te aspekte na primeren način uredilo, zato da bo projekt ne samo izvedljiv, ne, da bo projekt tudi izvedljiv znotraj časovnega in finančnega okvirja. Ne. Če zamujaš časom, ne, ta čas je denar. Ne. Tega se zelo dobro vsi zavedamo. Ne. Tako da vse te aspekte bo potrebno obravnavati, zato da bomo lahko to kompleksnost na primeren način adresirali in tudi na koncu zagotovili, da se bo projekt izvajal, ne, tako kot je potrebno. Če da se kar ustavim pri tem posebnem zakonu, zanimiv mi je bil podatek, mislim, da je to enkrat lansko leto predsednik vlade izjavil, ne, da bi bila možna recimo priključitev JEK2 na omrežje leto 2047, če bi pa imeli poseben zakon pa že 10 let prej. Zdaj pustimo, letnice niso tako pomembne, kot če reč 10 let, ne, lahko skrajšamo te postopke, ki so običajni s tem, če bi imeli ta poseben zakon. To je ogromno časa. Je potrebno vsem biti tukaj malo previden, ne? Ta letnica 2047, ki jaz je sploh ne bi omenil. Ne, to sem samo omenil. Tako je predstavljena, če bi vsi postopki tekli zaporedoma, eden za drugim. Ne? Že današnja zakonodaja omogoča, da se nekateri od postopkov vodijo vzporedno, ne? Tako da tudi s to zakonodajo že pridemo bližje, ne? Obstoječim letnicam, se pravi, da pred letom 2040 lahko projekt izvedemo. Moja želja, ne, mislim, da je vedno, da je tudi letnica 2039, da ni ambiciozna dovolj, ne, da verjamem, da se da projekt, ne, in tudi časovnico še dodatno optimizirati, predvsem z vsemi postopki, ki jih je potrebno izvesti. Ne, govorimo o postopku umeščanja v prostor, govorimo o postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, potem tudi kako pripraviti finančno konstrukcijo, ne, in izvesti tudi javni razpis, ne, za izbor dobavitelja opreme. Ne. Tako da se dajo ti postopki še dodatno zoptimizirati, in imamo tudi, ne, na strani ministrstev, ne, vsaj nekaterih, ne, dobre sogovorce in tudi željo potem, da se ti postopki skrajšujejo. Jaz si resno želim, ne, da bi ta projekt bil bliže letnici 2035, ne, kot pa letnici 2040, ne, o sami priključitvi. Je pa ta letnica, ne, je treba tudi tako reči, ne, da je toliko oddaljena zaenkrat, ne, da je bolj pomembne so te, ne, te mejniki, ki so nam blizu, ne, vsaj končna investicijska odločitev, tako da fokus danes, ne, in vladnih organov in investitorja in tudi regulatorja je na letnici 2028, se pravi, da do leta 2028 sprejmemo tako imenovano končno investicijsko odločitev. Pa ta poseben zakon se zdaj že piše, se že pripravlja, ali se bo počakalo, da investitor pripravi te ostalo, mislim, pač vloge, ne vem, od DPN-ja in tako naprej, ali bo to vzporedno teklo, kako je? Teklo bo vzporedno, ne. Trenutno je vladna delovna podskupina, ne, zadolžena za ta
posebni zakon, je identificirala vsebine, najprej, ne, tiste, ki jih bo potrebno adresirati, se pravi razpis, ne, potem financiranje in podobne zadeve, tiste, ki jih bo posebni zakon moral adresirati, se pravi, to je zdaj identificirano. Je pa še nekaj, ne, mi pričakujemo referendum v novembru. Ne. Po eni strani ta referendum je določeno tveganje za projekt, ne, ga je potrebno iti čez ta mejnik in s tem, ko bomo šli čez ta mejnik, bodo tudi določene teme se bodo odprle. Ne. Zakon sprejemati pred referendumom, ne, bi bilo na nek način neodgovorno, ne, oziroma bi bilo prehitevanje. Ne. Tako da zakon bo zagotovo prišel na vrsto zelo hitro po sami izvedbi referenduma. Malce mešam vrstni red vprašanj, ker se obešam na to, kar vi izpostavljate, in to je zanimiva, ne, spet debata, referendum, ne. Nekaterim se zdi prezgodaj, drugi pač nasprotujejo samemu vprašanju, kot je zastavljen. Pa vendarle, jaz se strinjam, ne, mislim, se mi zdi čisto logično, da najprej se vpraša ljudi, ali sploh podpiramo jedrsko energijo oziroma gradnjo JEK2, preden gremo v pripravo tako kompleksnih in obsežnih zakonodaj in drugih dokumentov, ker, in to sem vas hotel v bistvu to vprašati, ne, verjetno tudi to nekaj stane, verjetno že sam NDPN stane nekaj milijonov, kaj šele vsa ostala zakonodaja, ne? Projekti se vsi vodijo več ali manj na podoben način, ne. Projektna dokumentacija ni zastonj, ne raste na drevesih, ne, da bi jo pobiral dol, ne. Projektno dokumentacijo rabiš organizacije, družbe, projektante, inženirje, ki te zadeve znajo pripraviti, ne, in angažiranje teh ljudi je potrebno seveda plačati in tako je tudi prav, ne. Tako da do sedaj je že raziskava lokacije, projektna dokumentacija in pa sami stroški dela, ne, so že na nivoju 40 milijonov evrov bili, ne, v teh preteklih 15 letih, ne, odkar študije in podobno, ne. Zdaj pa ne, referendum, ne, kdaj je primeren čas, ne. Mi treba takoj v štartu povedati, ne, da je način, na katerega se v Sloveniji bo odločalo, ne, o projektu JEK2 oziroma o širitvi jedrskega programa, je unikaten, ne. Ne poznam nobene države, ne, ki bi se odločala o novem projektu z referendumom. Ponavadi to naredijo z odločitvami, ki so sprejete ali na vladi ali pa v državnem zboru, ne. Tako imenovani decision in principle, ne, ali pa principielne odločitve o novogradnjah, ki so recimo podobne, kot je bila naša resolucija, ne. Resolucija, ki je bila sprejeta v državnem zboru v mesecu maju, predvideva tudi širitev jedrskega programa z novogradnjami. Je veliko širša, namreč govori o tem, ne, da in prepoznava, ne, izzive, ki jih bodo imeli vsi jedrski sektorji, cel jedrski program, ne, zato da bo lahko spremljal, ne, jedrsko novogradnjo, namreč regulatorni okvir, ne, regulator, izobraževalni sistem, vsi se bodo morali prilagoditi in dajati neki večji effort v tem času priprave na samo izgradnjo oziroma v času izgradnje. Tako da kdaj je primeren čas, ne, za referendum? Moje mnenje je, da čim prej, tem boljše, ne, ker na ta način se daje projektu legitimnost, ne, in zato tudi ne razumem, ne, in mislim, da je za projekt škodljivo in tudi za projekt nesprejemljivo tveganje, če mu predpišemo še en referendum, ne, ker tudi to je danes slišati, ne, od marsikoga, ne, da bi imeli še drugi referendum, ne. Ne, samo tako, ne, da poskušam plastično malo pokazati, ne. Če bi predpisali referendum še pred samo končno investicijsko odločitvijo, ne, to pomeni, da bi takšen projekt imel težavo, ne, pridobiti soinvestitorje, ne, bi imel težavo pridobiti banke, zato da bi zapirale finančno konstrukcijo, ne. Vsi od teh deležnikov, ne, bodo gledali, ne, na projekt in drugi referendum kot na neko dodatno tveganje, ki ga nobeden nima pod kontrolo, ne.
Pomeni, ne, zakaj bi se jaz odločil za investiranje v nek projekt, ne, in noter vložil recimo 100 milijonov evrov, ne, če pa vem, da bom imel na koncu pred investicijsko odločitvijo še en referendum, ki ne bo v mojih rokah, ne, odločitev ne bo v mojih rokah, ne, ampak bo nekaj, kar je nedefinirano, ne, in če je referendum negativno, kaj naj zdaj s tem, ne, vsem svojim vložkom in zaprto finančno konstrukcijo, ne. Moje mnenje je, da je ta način, ne, odločanja nesprejemljiv, ne, za projekt tako škodljiv, ne, da verjamem, da ga lahko tudi pokoplje, ne. Zato sem mnenja, da je referendum zdaj prava odločitev, ne, ampak na koncu, ne, je pa tako ali tako na investitorju, na vladi in na državnem zboru, ne, na vseh odločevalcih, ne, in na stroki, predvsem stroki, ne, odločitev o tem, ali bomo šli v izvedbo ali ne. Leta 2028 končna investicijska odločitev in tudi pogodbe, ki se bodo takrat podpisovale, ne, so tiste pogodbe, v katerih se bo treba, da se kakšna roka tudi zatrese malo, ne, predno se bo podpis izvedel. Tisto so ključni momenti, ne, in takrat mora stroka, management in pa tudi politika oddelati svoje. No, tisti, ki seveda dvomijo o projektu nasploh, bodo vedno in znova izpostavljali T6, ne, kot en primer slabe prakse, ampak vedno tudi iz tega projekta smo se nekaj naučili, ne, nazadnje tudi, ko se je odločalo o gradnji drugega tira, se je izpostavljalo T6, pa vendarle smo, recimo, ne vem, uvedli civilni nadzor in podobno. Tudi v primeru JEK2 zagotovo obstajajo mehanizmi, ki jih lahko vkomponiramo, ki bodo zagotavljali transparentnost in nekoruptivnost. Ne. To enačenje, ne, je večkrat izpostavljeno, ne, za moje pojme neupravičeno, ne, namreč če pogledamo, kako se je izvajal projekt TEŠ6 in kako se izvaja projekt JEK2, je to popolnoma drugačni temelji so, ne. Recimo TEŠ6 je izvajala vnukinja, ne, državna vnukinja, se pravi TEŠ, ne, medtem ko GEN kot matična družba, ne, in družba mama izvaja danes projekt JEK2. Projekt JEK2 je bil pregledan strani Računskega sodišča, ne, in nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do TEŠ6, zanimivo, ne, Računsko sodišče sploh ni imelo dostop. Ne. Potem projekt JEK2 je pripravljen na soinvestitorstvo. Ne. Prav soinvestitorstvo, ne, je tudi en mehanizem, kako zagotavljaš transparentnost projekta. Ne. Več kot bo soinvestitorjev, vsi imajo interes po temu, da je projekt izveden maksimalno transparentno in z vsemi mehanizmi, ki koruptivnost, ne, spravljajo na ničelno stopnjo, ne, dočim pri TEŠ6 soinvestitorjev ni bilo. Ne. Pomeni, je samo en investitor bil, ne, pa še ta je bil umaknen in od lastnika in od države, ne, do te mere, da je bil tudi pregled nad samim projektom zelo otežen, no, če sem tako diplomatski. Tako da teh načinov, ne, oziroma to, kar že zdaj, ne, je v uporabi, je daleč od tega, kje je bil TEŠ6. Vlada, ne nazadnje, je tudi močno vpeta noter v projekt JEK2, vladna delovna skupina tudi, ne, ki se ukvarja in ne bom rekel, da nadziramo projekt, ne, ni naša vloga nadzirati projekt, naša vloga je koordinirati in pospeševati, vendar SDH, ne, Slovenski državni holding, in pa nadzorni svet družbe GEN Energija sta pa tista dva, ne, ki držita nadzor nad projektom. Ne nazadnje pa potem tudi, no, ko bo ustanovljena ta družba JEK2 d.o.o., ki bo izvajala ta projekt, bo imela po principu drugega tira tudi civilni nadzor, ne, zato da bomo še dodatno transparentnost zagotavljali pri tem projektu, ki sam verjamem, ne, da je potrebna in da je pozitivno, da se to na ta način izvaja. Omenili ste soinvestitorstvo, kar se mi zdi v bistvu zelo zanimivo. Vemo, da so podjetja, ki so javno že izrazila, bomo rekel, interes, velika slovenska podjetja v zasebni lasti, ne, ki so pripravljena vložiti v ta projekt, ki so pripravljena nositi seveda tudi del tveganja s tem, ne, in seveda s ciljem si zagotoviti
prvič zanesljivo in drugič verjetno cenovno konkurenčno energijo. Tako da rekli se, že resolucija predvideva to soinvestitorstvo, je to realna opcija, če prav razumem. Ne samo, da je realna, po mojem mnenju je tudi zaželjena, da se projekt odpre tudi v enem delu za soinvestitorstvo. Ponavljam vedno znova, da je vodilna vloga države je pomembna, namreč to je tako pomemben strateški projekt. Električna energija postaja strateško pomembna dobrina, ki ne samo da omogoča kvaliteto življenja, ampak delovanje celotne družbe. Zato verjamem, da je to, da država obdrži večinski delež in kontrolni delež nad takšnim objektom, je strateško pomembno. V regiji, kot je recimo naša regija, kjer smo več ali manj vse države uvozno odvisne. Vse naše sosede so uvozno odvisne. Pomeni, da je v celotni regiji pomanjkanje električne energije z elektrifikacijo, gospodarsko rastjo, pa bo ta samo še večja, je vsak od projektov, vidim, da pod drobnogledom, in so tako gospodarske družbe kot tudi države zainteresirane, da se pridružijo takim projektom. Jaz sem vesel, da je v Sloveniji ta gospodarska iniciativa prišla na plano in izkazala interes za sodelovanje v projektu. Spet smo pri tem referendumu. Pred referendumom država ne bo mogla vleči odločitev o tem, kako vključiti noter tudi gospodarstvo. Po mojem mnenju bi bilo smiselno tudi prebivalstvo na nek način spodbuditi, da sodelujejo pri soinvestiranju v takšen projekt. Mi je pa jasno kot beli dan, da je energetska kriza pri gospodarstvu dvignila ta nivo zavedanja o pomembnosti zagotovitve konkurenčnega vira električne energije do te mere, da so začeli razmišljati tudi o tem, da bi soinvestirali v nove vire. Primer, ki ga v Evropi kar dobro poznamo, je finski model, model tako imenovan Mankala, kjer izključno gospodarstvo gradi nove jedrske elektrarne. Zadnja elektrarna v Evropi, ki je bila priključena na elektroenergetsko omrežje, to je Olkiluoto 3, je bila financirana in postavljena s strani finskih energetsko intenzivnih podjetij, papirnic in železarn. In ta podjetja, ki imajo sedaj dostop do najcenejšega vira, seveda so tudi konkurenčna, oziroma nadpovprečno konkurenčna v mednarodnem okolju. Tako da verjamem, da gospodarstvo, ko to vidi in ko spozna ta model, je vsaj tistim, ki se zavedajo pomena energenta ali pa da so energetsko intenzivna, bodo vedno izkazovala interes. Spet eden od argumentov nasprotnikov je vezan na ceno. Kdo nam lahko garantira, da bo cena elektrike iz JEK2 konkurenčna ali pa nižja, kakorkoli. En model je ravno to, o čemer smo zdaj govorili, se pravi gospodarstvo oziroma podjetja, ki so investitorji in si s tem zagotovijo neko dolgoročno konkurenčno ceno. Drugi model je, pa se bom osredotočil ravno na novico, ki je današnja sveža, da recimo je Gen že začenja ponujati dolgoročni zakup energije iz sedanjega NEK-a, sicer trenutno poslovnim odjemalcem, ampak morda v primeru JEK2 bi se to lahko zgodilo tudi v primeru državljanov, ki mogoče, zdaj govorim sicer na pamet, ampak hočem reči, so načini, kako si lahko zagotovimo, da bo ta investicija, ki seveda ne bo majhna, imela dejanske koristi in za slovensko gospodarstvo in za slovenske državljane. Mogoče tudi država sama ali pa mi na vladi delamo napako, da ne izpostavljamo dovolj, kako že danes slovenski odjemalci, gospodinjski odjemalci imajo koristi od domačih virov. Vsi mi, tudi medva, plačujeva doma
na najinih položnicah je regulirana cena električne energije. Se pravi, ni tržna cena, ne, ampak jo je država zregulirala na sprejemljivih, recimo temu 100 evrov na megavatno uro, in to razliko, ne, do tržne cene pokrivajo domači viri, oziroma še bolj plastično. V Sloveniji regulacije električne energije in nizkih cen električne energije ne bi mogli imeti, če ne bi imeli domačih virov. Pravi, NEK in hidroelektrarne, ne, in vse elektrarne, ne, ki so v shemi, ne, omogočajo poceni električno energijo na naših računih. Tako da v nadaljevanju, ne, pravi, kakšna je predvidljivost, ne, cene električne energije? Ja, predvidljiva je samo tista, ki jo sam proizvajaš. Ne. Trga ne zna nobeden predvideti, kakšna bo cena električne energije čez 60 dni. Ne. Lahko pa predvidiš, ne, kakšna bo cena električne energije čez 60 let iz takšnega objekta, kot je NEK oziroma JEK2. NEK je skupaj z hidroelektrarnami že danes najcenejši vir, ki ga Slovenija ima na razpolago, ne, in iz tega tudi financira to subvencionirano ceno, ki jo imamo vsi doma. Tako da nasprotniki, ne, ki trdijo, da ne poznamo cene, mislim, Gen je podal, ne, razpon cen, znotraj katerega se bo gibal projekt v odvisnosti od moči same elektrarne in pa načina financiranja. In ta je že danes konkurenčen. Se pravi, če bi med 66 pa recimo 88 evri, ne, kjer se giblje cena proizvodnje v takšnem objektu, bi že danes bila konkurenčna. Vemo, da že danes NEK po konkurenčni ceni proizvaja električno energijo. Se pravi, mi ne odkrivamo tople vode, ne. Mi samo uporabljamo sistem in znanje in tehnologijo, ki jo že imamo, ki jo že obvladujemo, zato da bomo zagotovili še naprej konkurenčne cene, čist vir energije, ne, in pa stabilnost, ki jo bo družba čedalje bolj potrebovala. Da ne bova predolga, še 3 tematike bi rad z vami odprl, in sicer po nekih sedanjih podatkih, ne, se zdaj v Evropi gradi 10 jedrskih elektrarn, o 35 se približno razmišlja, gradijo se tudi drugod po svetu, na Kitajskem 22, v Indiji 8 so našel podatek. Podjetij, ki znajo graditi jedrske elektrarne, je pa pač omejeno število, ne. Obstaja nevarnost, da bomo ostali nekje v čakalni vrsti, spaj bomo imeli morda vse pripravljeno, vse požegnano na referendumu, ampak ne bomo mogli začeti graditi? Mislim, da smo s projektom dovolj, da ga imamo dovolj razvitega, ne, da nam ni strahu. Ni strahu, da bi končali nekje v nekih vrstah, ne, na ključno opremo oziroma potem tudi pri sami izgradnji. Mislim, da je projekt JEK2 eden bolj razvitih projektov v Evropski uniji. Se pa nekaj druga zavedamo, ne, se pa zavedamo, da je bila v Evropi, pa tudi v zahodnem svetu, ne, v zadnjih 30-40 letih, ne, ni bilo veliko novogradenj, ne, in da se dobavne verige, ne, se pravi storitveni sektor, železarne, ki znajo recimo skovati 1000-tonsko posodo, 500-tonski uparjalnik, da te železarne že nekaj časa niso delale teh komponent, ne. Mogoče so specifika Francozi, ki imajo nekaj teh izkušenj, vendar bo kar nekaj teh dobavnih verig so se v bistvu zdaj gradile, ne. Gradile so se pri prvih projektih, ne. Zato so tudi prvi projekti, tako imenovani prvi v vrsti ali pa first of a kind projekti, ne, so morali iti čez določene otroške bolezni. Ena od otroških bolezni je tudi pomanjkanje in dobavnih verig, ne, ki so do neke mere razpadle, tudi kadrov in znanja, ne. Marsikdo, ne, mislim, tista vojska ljudi, ki je bila v 70-ih, 80-ih, ne, v celi Evropski uniji, ki je šla z projekta na projekt, ne, in v bistvu, bom po domače vedel, štancala, ne, že jedrske elektrarne, v Evropi jih je 100, ne. Samo v Evropski uniji je 100 jedrskih elektrarn, ne, ki
proizvajajo 25%, največji posamičen vir električne energije je že danes, ne, na ravni Evropske unije. Pomeni, da te dobavne verige, to se je sestavljalo v času teh prvih projektov, ne, in že pri drugih elektrarnah, ne, že druga v vrsti, ne, že vidijo 20% prihranke in na času in na denarju. Ne. Ne bo šlo to seveda neskončno, ne, do ničle taka stvar ne pride, ne, ampak se pa nekje ustali, ne, pri nekih zmernih cenah, ne, na katere seveda tudi v Sloveniji računamo. Ne. Mi se zavedamo, da je naš projekt, ne, da je, z našimi resursi, ki jih imamo na razpolago, ne, se ne moremo iti first of a kind projekta. Ne. Mi bomo morali izkoriščati dobavne verige, ki so že utečene, znanje, ki ga že imamo pri nas oziroma ga bo potrebno še nadgraditi, ne. In pa ena od najpomembnejših zadev je financiranje. Ne. Se pravi, narediti finančni model, ne, ki bo še vedno spodbujal in investicijo in tudi lastno ceno ne bo preveč napihnil. Ne. To so ti trije pogoji, predpogoji, no, za to, da se do samega projekta pride na primeren način. No, projekt bo seveda zaradi svojih multiplikativnih učinkov zanimiv tudi za slovenske dobavitelje. Ne. Vemo, da je investitor reorganiziral 3 srečanja to vrstna, se pravi z potencialnimi proizvajalci, Američani, Francozi in Korejci, in pa slovenskimi potencialnimi dobavitelji. Ne. In pozitivno je tudi to, da ukolikor bi seveda ti slovenski dobavitelji uspeli vzpostaviti poslovni odnos s tistim, ki bo elektrarno gradil, se jim odpirajo pol verjetno tudi neki posli v tujini pri podobnih projektih. Ja. Vprašanje, ne, ki sem ga dobival recimo strani gospodarstvenikov, je, ne, podjetje, ki ni danes kvalificirano za jedrske standarde, ne, zakaj bi se za jedrski standard zdaj kvalificiral, moram bom kar nekaj vložiti, ne, potem bom imel posel 10 let, ne, in to je to, pa recimo 7 let za časa izgradnje, potem pa kaj ne zdaj s tem. Ne. Naša, ne, logika je malenkost drugačna. Ne. Vsi ti trije eventi, ki so bili, pa dogodki, ki so bili pripravljeni strani potencialnih dobaviteljev, so šli v smer, ne, vključevanja domačih podjetij v njihove globalne dobavne verige za vse elektrarne, ki jih bo recimo Korejci gradili, Francozi in tudi Američani. Ne. Se pravi, naša podjetja, da bodo ne samo na JEK2, ampak tudi na drugih projektih. To je bil cilj vzpostavitve teh odnosov. Ne. Tako da verjamem, ne, prvo srečanje mimogrede, ne, smo ga skupaj, ne, Gospodarska zbornica in pa kabinet predsednika vlade skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport smo ga skupaj zorganizirali, potem se je pa to kar prijelo, ne, in se je odpeljalo skozi vsa tri podjetja. Ne. Tako da to je bil namen tu v zadnji, ne. Želja pa seveda je, ne, da vsaj 40% projekta JEK2 se izvede z slovenskimi podjetji. Ne. Verjamem, da to je možno, ker namreč 40% se je tudi že pri NEK-u. Pravi, če smo znali 40 let oziroma 50 let nazaj, ne, 40% projekta pokriti z domačim znanjem, ko nismo imeli vseh teh izkušenj. Ne. Jaz verjamem, da bomo tudi zdaj, da si moramo, 40% si moramo vzeti kot en cilj, do katerega prijeti. Glede multiplikativnih učinkov pa toliko. Ne. V jedrski je že dolgo znano, ne, da zaradi te dolgoživosti, ne, in velikih količin električne energije, poceni električne energije, ki jo proizvaja tak projekt, vsak vložen evro generira 4 nove evre na drugi strani. Ne. Tako da takšni projekti so seveda za družbo izjemno koristni, ne samo v smislu zagotavljanja stabilnosti sistema in elektrike, ne, ampak tudi zato, da celotno gospodarstvo in gospodinjstva imajo zanesljiv vir pa konkurenčen vir. No, to malo pozabljamo, ko nas zaslepijo milijarde, kolikor bo pač projekt stal. Ampak upoštevati je potrebno res to dolgoživost. 60 oziroma 80 let bo proizvajal, ne, praktično 24 ur na dan. Ne. To ni nekaj kratkoročnega, ne, ampak zelo dolgoročno in tudi medgeneracijski. Ne. Več generacij bo imelo koristi od tega projekta. Zato razumem mlade, ne,
ki dvigujejo svoj glas, ne, in Ki podpirajo, predvsem to, ne, več kot 80% mladih, ne, saj tako kažejo raziskave javnega mnenja, podpirajo projekt JEK2. Ne, pomeni, da so najbolj skupina, ki je najbolj naklonjena, ne, jedrski energiji. Deva končati še znanjem, omenili se ga sicer že na začetku, ne, sicer mi znanje o jedrski energiji imamo, ker imamo ravno na račun NEK-a, ne, pa vendarle v vseh teh letih logično nismo verjetno izobraževali dovolj kadrov, ki jih bomo potrebovali za tak projekt, ne. Ste znotraj te skupine, prej ste omenili, no, tudi to načeli, kakšni so tukaj načrti? Sestavili smo številke, ne, tako da kar konkretno poznamo potrebe, ki jih bo imel projekt do leta 2035, ne, in sicer bo zahteval 500 plus 500 novih kadrov z jedrskimi predznanji, pa ne samo inženirjev, ne, naravoslovcev, ampak tudi družboslovcev in humanistov. Ne. Pravi, potrebovali bomo tako dobre pravnike, ekonomiste, ne, kot tudi komunikologe, na drugi strani inženirje, elektrotehnike, strojnike in tako naprej, fizike, matematike. Pravi, 1000 visoko kvalificiranih kadrov z določenim jedrskim predznanjem. Ne. Zato spodbujam, ne, oziroma vladi smo že predstavili te številke, ne, v okviru prvega poročila, ki ga je imela vladna delovna skupina na sami vladi, tako da ministri poznajo te številke, vedo, kaj bomo potrebovali, ne, in tudi naša usmeritev je šla v to smer, ne, da se, čisto konkretno, ne, da se ekipe, ne, ki bodo zaganjale JEK2, so danes v osnovni šoli. Danes v osnovni šoli, to pomeni, ne, da ministri, ne, morajo nekako poskrbeti, ne, ali pa njihova skrb bo šla v to smer, ne, da bodo te mlade, ne, usmerjali tudi na pot jedrske energije. Ne, zato, da bodo čez toliko 10 let, ne, ko bodo prišli ven izdelani strokovnjaki, ne, zato, da bodo prišli v pravo smer oziroma tam, kjer jih bomo potrebovali in tam, kjer jih pričakujemo. In to nenazadnje so visoko kvalificirana delovna mesta, ne, in tudi dobro plačana delovna mesta. Tako da verjamem, ne, še ena stvar, ne, ker spet, ne, se mladi kažejo, ne, jaz verjamem, da oni razumejo, niso neumni, ne, so čist pametni in vedo, ne, kje so njihove priložnosti, ne, zato tudi toliko izpostavljajo ta projekt in ga v tolikšni meri podpirajo. Veliko so povedali, vsega zagotovo ne, in upam, da bo tudi še priložnost, če pa mogoče samo po alinejah povzamemo, se pravi, prvi korak referendum, ne, in kot ste rekli, leto 2028 kot ciljno leto. Za končno investicijsko odločitev, pomeni za samo odločitev o tem, ali projekt dejansko gre naprej ali ne. Ne. Referendum je, kot ste rekli, nezavezujoč, ne, bo dal samo neko legitimnost projektu, ne, ključna odločitev pa je leto 2028, končna investicijska odločitev. Hvala lepa in upam, da se še kdaj srečamo v tem studiu. Hvala lepa, tudi pri delu. Ja, in z veseljem se odzovem še kdaj. Hvala. Hvala.